Zaradi vzpostavitve obrtne cone ob steklarni in kemični tovarni bo potrebno še nekaj več kot 100 ljudi preseliti. To ni nič novega v projektu pametne tovarne, poslušamo že več let, le da je očitno občinska uprava na tem področju povsem zaspala. Podžupan v prejšnjem mandatu, danes pa občinski svetnik Vinko Žagar je na zadnji seji prvič opozoril, da stvari gredo prepočasi. Ja, v bistvu jaz ta projekt res spremljam že od samega začetka, od zasnove. Jaz sem tudi danes izpostavil to časovno dinamiko, ki se mi zdi, težavna, ker jaz mislim, da moramo dejansko takoj začeti v bistvu tako stanovanjsko gradnjo v Resnici, ali pa na območju pod zdravstvenim domom, ki ga imamo prav tako opredeljenega v bistvu za to vrstno gradnjo, kot tudi, mogoče najti še kakšno dodatno varianto, izpostavil sem varianto dejansko neke javne ponudbe, odkupa dodatnih stanovanj, ki v Hrastniku definitivno obstajajo. Jaz sem saj pred enim letom že te stvari na občinski seji izpostavil, da ljudje niso predmeti, ki jih lahko predstavljaš kamor hočeš, z njimi se bi bilo potrebno pogovoriti, dogovoriti. Ko sem se pogovarjal z občani o premestitvi, še nobeni nič vedel. To se pravi, mislim, da je ta čas, ko so ga imeli, ker se je vedel, da se dela tukaj industrijska cona oziroma da pride do rušitev, ni bil izkoriščen. Obljuba novega župana je, da bodo stanovanjske težave rešili še letos. Zdaj, če pogledamo samo dinamiko preseljevanja, mi smo začeli spremljati 10. januarja pred prejšnjo sejo in vsak teden spremljam dinamiko preseljevanja. Če bi šli po tej poti, kot smo v zadnjem mesecu preseljevali, bi imeli na koncu približno 20 stanovanjskih enot premalo. Pogovarjamo se že z družbo Spekter, da najdemo neko skupno rešitev in jaz sem prepričan, da bomo ta stanovanja in stanovalce pravočasno in ustrezno preselili. Lastniška stanovanja na tem območju bo odkupila steklarna, obenem pa bodo vsa svoja prosta stanovanja delili stanovalcem iz steklarske kolonije. Steklarna je, že v prejšnjem mandatu občinskega sveta ali pa župana se dogovorila in bo držala to obljubo. Vsa prosta stanovanja, ki jih bomo imeli, bomo namenili v tem času za rešitev stanovanjskih problemov stanovalcev tako imenovane steklarniške kolonije. Trenutno sta prosti le 2 stanovanji, vsaj še nekaj 10 jih bo potrebno poiskati, saj dolgo obljubljene gradnje na Resnici, o kateri smo pisali že pred 3 leti, nekdanji župan Miran Jerič pa jo je obljubljal oba svoja zadnja mandata, še lep čas ne bo.